Pozdravljeni! Prikazal vam bom področje elektrotehnike, ki so ga začeli razvijati že pred več kot 200 leti. In od takrat je sledil nesluten razvoj in danes prav vsakdo uživa sadove tega področja. Da pa bomo začeli z nečim, kar vi že dobro poznate, se bomo morali preseliti še kakih dobrih 100 let v zgodovino, v čas Isaaca Newtona. Isaac Newton je oče klasične mehanike. Zanimivo je, da je on eno največjih svojih odkritij odkril ravno v času karantene, ko je imel ustvarjalni mir. Poglejmo si, kaj je Isaac Newton napisal o gravitaciji. Tukaj imamo primer 3 predmetov, lesena in steklena kroglica ter magnet. Vsi trije so približno enako veliki, magnet je najtežji, lesena kroglica pa najlažja. Sedaj jih bom poskušal spustiti z roke hkrati. Kaj menite? Kateri bo prvi padel na tla? 3, 4, zdaj. Če Newtonova teorija kaj velja, potem so morali ti trije predmeti pasti skoraj hkrati na tla. No, neke razlike so že bile zaradi zračnega upora. Ampak sicer na vse te 3 predmete deluje enak zemeljski pospešek. Dajmo zdaj stvari malo zakomplicirati. Vzel bom eno votlo cev in bom vrgal te 3 predmete skozi to cev. Pa da vidimo, če kaj drugače padajo. Kaj menite? Kaj se bo zgodilo? Ni kakšne bistvene razlike, bi rekel na prvi pogled. Probajmo še stekleno kroglico. Tudi in še magnet. Bo padal kaj drugače? Podobno. In zdaj imam še eno cev. Ta cev je nekoliko drugačna. Poberem še te predmete. Ta cev ima notri luknjice. Je tudi iz drugega materiala. Pa poglejmo, kako ti predmeti padajo skozi to cev. Najprej lesena kroglica. Normalno. Steklena kroglica. Tudi normalno. Kaj pa magnet? Tukaj se pa nekaj dogaja. Kaj se je zgodilo? Kaj menite? Kaj je zdaj tisto, za kar je ta magnet padal skozi to cev tako počasi? So to luknjice? Je to material? Je to upor zraka? Probajmo še enkrat. Pozorno opazujte, kaj se dogaja z magnetom. Kar zakonitka, ne da? Očitno se z leseno in stekleno kroglico ne dogaja nič posebnega, zato se raje posvetimo magnetu. Ta magnet pada skozi to cev bistveno počasneje kot ostali predmeti. Ta cev je kovinska. No, bolj natančno, ta cev je bakrena. In najbrž veste, da baker ni magnetna kovina, se pravi, magnet se na baker ne prime. A vendar, ko pa ga vržemo skozi baker, pa zgleda, kot da baker nanj učinkuje z neko silo. In temu pojavu rečemo indukcija. Kaj potrebujemo za indukcijo? Za indukcijo potrebujemo magnetno polje, ki ga dobimo s tem magnetom. To magnetno polje pa se mora spreminjati v času. In to spreminjanje dosežemo s premikanjem tega magneta. Ko magnet vržemo skozi cev, se v cevi ustvarja spreminjajoče magnetno polje in to magnetno polje požene električni tok. Električni tok pa spet deluje z silo na magnet. Kako? Ko teče električni tok skozi cev, ustvarja magnetno polje. In izgleda, kot da bi zdaj s padanjem tega magneta hkrati v cevi padal tudi navidezni magnet, na katerega deluje silo. In ta sila ustvarja upadanje hitrosti tega magneta. Poglejmo si indukcijo še pri enem drugem fizikalnem pojavu, ki vam je gotovo znan. Sile na klancu. Tukaj imam klanec
pod določenim naklonom na leseni podlagi. Če magnet spustim po tej podlagi, zdrsi z neko hitrostjo, kajti nanj deluje sila teže in pa seveda sila trenja, ki je odvisna od podlage. Sedaj pa bomo tukaj gor dali par različnih kovinskih podlag, na primer baker. Če dam magnet na baker in ga spustim, zelo počasi drsi, kajti nanj delujejo zdaj sile zaradi indukcije. Magnet se premika, v bakru se ustvarja električni tok, ta električni tok ustvarja spet magnetno polje in ta magnet potem zavira. Lahko pa zamenjam ta material, baker, s kakšnim drugim, recimo z aluminijem. Tudi veste, da aluminij kot tak ni magneten, se pravi, magnet ga ne prime. Damo gor zelo tanko aluminijasto ploščico in hitrost je precej višja. Namreč aluminij je slabši prevodnik elektrike, zato je induciran tok v tej ploščici manjši in posledično tudi magnetno polje manjše. Lahko pa vzamem debelejša plošča aluminija, recimo tole. S tem, ker je plošča aluminija debelejša, je njegova upornost nižja in tokovi, ki se v njemu generirajo, so večji. Zato magnet drsi počasneje. Probamo še za najdebelejšo ploščo. Pri tej pričakujemo, da bo magnet drsel najpočasneje. Ker vse te kovine, ki smo jih uporabili, niso magnetne, sila deluje šele, ko magnet premikamo. Če je magnet pri miru, bo odpadel stran. No, da to še pokažem še drugače, tukaj imam ploščo iz železa, ki je feromagnetik. In če na to ploščo dam magnet, se seveda gor prime in sila ostaja tudi, če magnet ne premikamo. Pokazal sem vam par primerov indukcije. Indukcijo srečujemo v vsakdanjem življenju. Verjetno imate nekateri doma indukcijsko kuhalno ploščo. In pa mogoče polnite telefon brežično. Poglejmo zdaj, kako deluje ta indukcijska kuhalna plošča. V indukcijski kuhalni plošči generiramo izmenično magnetno polje. To magnetno polje ustvarja v dnu posode električni tok in ta električni tok greje posodo in s tem tudi vsebino. Zdaj, spremenjujoče magnetno polje bi lahko ustvarjali tudi tako, da bi pod posodo zelo hitro premikali magnet. Tako gretje posode bi bilo precej nepraktično. Zato imamo tu noter elektromagnete. Elektromagneti so sestavljeni iz ovoja žic, skozi katere teče tok in ta električni tok ustvarja magnetno polje. Poglejmo, kako to deluje. No, zdaj mi seveda lahko verjamete na besedo, da tukaj noter res v dnu posode teče električni tok. Pa poglejmo, če je to res. Tukaj imam avtomobilsko žarnico, ki je priklopljena na en ovoj žice. Če to postavim čez posodo, bi zdaj morala žarnica zasvetiti. Namreč v tem ovoju žice se ravno tako zaradi spreminjajočega magnetnega polja ustvarja električni tok in ta povzroči, da žarnica sveti. Če zdaj ovoj dvignem, žarnica sveti manj, saj manj magnetnega polja steče skozi to zanko. Jaz pa lahko podvojim napetost tako, da ustvarim dva ovoja in sedaj bo žarnica svetila močneje. Če bi dal 3 ovoje, bi žarnica že pregorela. Preverjeno. Zdaj, praktično na dnu posode je gostota magnetnega polja največja, zato žarnica sveti najmočneje. Ko ovoj dvigujem, žarnica sveti vse manj, saj je magnetnega polja manj. Zdaj lahko tudi spremenim moč gretja. Pri nižji moči gretja bo plošča izklapljala gretje in s tem tudi žarnica neha svetiti. Na ta način vidimo, kako plošča regulira moč gretja te posode. Jakost lahko povečam in spreminjam moč magnetnega polja, ki teče skozi ovoje te žice. Posodo odstranim, a plošča bo vsako toliko časa preizkusila, ali je posoda še vedno prisotna.
zato žarnica na kratko utripa. Tukaj imam podobno napravico. Tukaj notri je tuljava in elektronika. Elektronika poganja izmenični tok skozi to tuljavo in ta tuljava seva magnetno polje, s pomočjo katerega lahko polnimo mobilni telefon. Prenos energije je zdaj veliko manjši kot pri kuhanju, vendar princip prenosa je enak. Tukaj deluje indukcija. Dajmo zdaj to na hitro pospraviti, pa si pogledamo še en najtežji primer indukcije. Tukaj pred vami je ena naprava, ki so jo najbrž uporabljali vaši očetje in mame. To je monitor na katodno cev. Kasneje ga je zamenjala tehnologija LCD in pa LED. Ta monitor vsebuje katodno cev, to je takale zadevica, ki vsebuje generator elektronov in sicer 3 žarke. 3 žarke seva proti ekranu, pospešuje jih visoka napetost in tukaj zadevajo v fosforno prevleko, ki zažari v 3 osnovnih barvah, rdeči, modri in zeleni. Ker je to hiter curek elektronov, elektroni pa kot taki so občutljivi na magnetno polje, jih lahko s to čarobno palico, to je palica, ki ima na koncu magnet, uklanjamo. Ker ta elektronski žarek uklanjamo, zadeva druge barvne točke, kot bi jih tako, kot je dizajniran, in s tem vidimo cel barvni spekter, ki ga ustvarja to magnetno polje. Sedaj je lahko magnet pri miru in še vedno deluje s silo na elektronske žarke, zato ker se sedaj premikajo elektroni in zato ta sila magnetnega polja potem te elektrone uklanja. Prej smo premikali magnet in s tem premikanjem magneta ustvarili spremenjujoče magnetno polje, ki je povzročilo pojav indukcije. Sedaj pa imamo magnet pri miru in magnetna sila deluje na premikajoče se elektrone. Te elektroni pospešujejo od katodne cevi proti zaslonu. Ta pojav indukcije ste videli zdaj v zelo različnih oblikah. Indukcijo res srečamo na vsakem koraku našega življenja. Videli ste primer kuhalne plošče in pa polnjenja mobilnega telefona. Indukcija je tudi prisotna v vseh elektrarnah, kjer generirajo električno energijo. Prav tako pa indukcijo uporabljajo vsi motorji, tako od skirojev do električnih avtomobilov. Brez indukcije bi bil današnji svet bistveno bolj temen. Tukaj to bilo lažje, bomo kar delati v predavalnici v živo. Marko? Anžek? Marko? To sem jaz. Ja. Smiley! Isaac Newton je oče naroda. Je bil to Newton? Ja, je bil, ja. Da je bil. Ti 3 predmeti pasti hkrati na tla. Lahko rečem glega zlodja. Zlomka. Šment. So, Lalala. Ivan Cankar, na klancu 2. In žarnica zagori. Sedaj lahko povečam število ovojev, takole, in z dvojnim številom ovojem žarnica sveti močneje. Indukcija je v 2 ovojih ustvarila 2-krat višjo napetost kot v enem. Ker smo v kleti, ne sveti. Pokazal sem vam par primerov indukcije. Indukcijo srečujemo v vsakdanjem življenju. Verjetno imate nekateri doma indukcijsko kuhalno ploščo. In pa mogoče polnite brezžični telefon. Tukaj se matro. Ne znam boljš povedati. Sorry.